Družba živjo. Letos, od začetka poletja, sem na enemu izmed shodov imela priliko, da sem prebrala en zanimiv članek, ki ga je Miha Bidar napisal že julija 2017. Jaz sem svoboden človek. Kaj pa ti? Moje čutenje in razmišljanje v RKC. Spoštujem vse, ki ste verujoči v bilo kaj. Podal bom pa samo svoje mnenje. RKC je združba, ki je zelo prefinjeno organizirana. Denar v Vatikan gre. Iz njega ne. Še nikoli nisem slišal, da bi Sveti sedež kaj prispeval za uboge. Ste mogoče vi? Duhovščina podarja maše, za katere so še kako dobro plačani. Davka vsi vemo ne plačajo. V Svetem pismu so zapisane besede, ki naj bi jih izrekel sam Jezus. Pusti vse in pojdi za menoj. Oni pa samo kopičijo in si gradijo svoje templje. Boga ni v templju, je zapisano v Svetem pismu in to naj bi bile besede Jezusa. Valjajo se v bogatstvu, nadzorujejo države in korporacije, medtem ko milijone ljudi umira od lakote. Kako pa smo prišli v suženjsko situacijo, v kateri se nahajamo? Kako so zasužnili tudi ateiste in ne samo vernike? RKC zaničuje moje prednike, označuje jih s pogani. Pa v mislih odpotujmo 1000 let nazaj v preteklost. Predstavljajmo si, da je en dan pred 1000 leti. Zelo pomembno je znati skrčati čas, ne? Takoj boste videli, kaj se pri tem zgodi. Se zbudite enega lepega sončnega jutra in uzrete goste na pragu svojega doma. Dopovedujejo vam ti gostje, da so vaši starši slabi in strašni in poganski in da morate zato nujno postati kristjan. Lahko tudi musliman. Ne bomo se zdaj šli v to. Namesto, da živite v sožitju z naravo, se morate posvečati molitvi, pa da bi se odkupili za grehe svojih staršev, ki so tako veliki, da so prišli zdaj še nad vas. Vi se strinjate s trditvami teh prišlekov na vratih, greste z njimi v svetišče in jim začnete poljubljati roke. Prosite jih za blagoslov in se trudite, da ne razmišljate o svojih starših. Zbrišete jih iz spomina, za njimi ostane samo bežna predstava, da so bili strašni pogani. Vidite, taka slika nastane, če skrčimo čas. Pa vendar ni bilo tako, a ne? Vaša davna pramati je bila človek. Ljubila in razumela je naravo. Poznala je vesolje in poznala je pomen vzhajajočega sonca. Rodila je vas, pradavnega vas. Povila vas je v prelepem vrtu. Veselila se vas je in vas oče je bil srečen. Vaša daljna prednika sta si želela, da bi vi, ki ste zelo daleč od današnjega sebe, naredili čudovit svet okoli njih še lepši. Želela sta si, da bi ga izboljševali iz roda v rod, tako da bi tudi današnji vi živeli na zemlji, spremenjeni v božanski rajski planet. Vse to sta si želela prav za vas. Bila sta človeka, ki sta skozi naravo znala razumeti misli stvarnika. Vaša zelo daljna oče in mati sta vedela, kako naj vas osrečita. To sta vedela prav zato, ker sta bila svobodna človeka. Vsak se lahko spraša danes, a sem svoboden človek? RKC vodi večino evropskih držav. Levi in desni politikantje se jim pa uklanjajo in iščejo svoje koristi. Kako že pravijo, vse poti vodijo v Rim, denarja sveta vladar. Zakaj RKC drži Jezusa na križu že 2000 let? Zakaj se s križanim Jezusom straši ljudi? Se vam ne zdi to sprevržena simbolika? Zakaj se Jezusa ne prikazuje drugače, bolj pozitivno? Zakaj sploh križ? Zato, ker strah se najboljš prodaja. Zavarovalnice so dokaz, da je temu tako. Naprej zapiše:
Bodite dobri, spoštujte RKC in njihove visoke predstavnike. Če ne, spomnimo se inkvizicije. In spomnimo se, da se mogoče inkvizicija dogaja tudi sedaj, ko ni drugega mnenja. In potem piše, tudi sam sem imel križ z Jezusom, pa sem že pred 10 leti Jezusa snel s križa in sva ga s hčerko simbolično pokopala. 2000 let je bilo dovolj, mar ne? Naj počiva v miru. Križ pa sem skuril v peči. Spoštujem verujoče. Kaj čutim do RKC, pa raje ne bi. Konc zapisa. Ko sem ta zapis prebrala, se me je dotaknil. Na način, ko sem ga skušala predati vam. In upam, da ste razumeli to globoko sporočilo tega zapisa, ki ga je Miha Bidar napisal že julija 2017. Pa ga nismo čutili, ker se nas ni mogel dotakniti, ker smo bili še slepi, ker smo bili še v svetu potrošništva, ker smo dali peto predstavo, ker nismo razumeli skrivnosti in vrednote življenja. Delali smo od jutra do mraka, otroke na vem na kolikih aktivnostih, sploh se nismo več poznali. Ob nedeljah polni trgovski centri, namesto da bi šli z družinami v naravo. Potrošništvo, vrhunec vsega. Upam, da je čas, da se ustavimo in da ponovno najdemo sebe, svoje srčiko, zakaj smo ljudje, zakaj sta nas pradavna mati in pradavni oče rodila pradavne nas. Ne pozabimo, rojeni smo bili zato, da smo svobodni. Samo to in nič drugega.